želela sva spodbuditi ne samo otroke, ampak celo družino, da ravno ta nasprotja, torej tudi če je dež, pojdimo ven, pojdimo se igrati, tudi če bomo mokri do vratu, to ni problem, tudi če bo mama mogla cel vikend Ali pa ata. Prat perilo, pa kaj zdaj, to so trenutki, za katere živimo. Tako da naslednjič prijemo vsi. Bomo mogli malo povečati studio. Se bo malo gor splezal, Lejla bo spodaj. Pač moraš imeti jasno zastavljene cilje, pot pa nikoli ni lahka. Danes se z mano ob skodelici kave družita cirkuški par Arbata Karba, Tina in Matjaž. Lepo pozdravljena. Lepo zdravo. Zdaj vem, da je vaša družina zelo velika in ponavadi vprašam, kakšni so kavni trenutki, pa bom raje vprašala, kakšne so vaša jutra. Ja, naša jutra so najlepša, predvsem zjutraj. Ampak kaj mislim s tem zjutraj? Rano zjutraj, ker midva se prva zbudiva, ko še vsi trije otroci spijo, in prvo dejanje, ki je kava. Ja, v bistvu Matjaž vedno skuha kavo in šele, ko je skuhana in na mizi, me pride zbuditi. Tako da, ja, to je nek najin obred. Najprej ena kava, pa potem čez 20 minut še ena, tako da ponavadi 30-40 minut samo pri kavi sediva. In to je tak najin ritual, ki je obvezen del dneva. Ja, lepo se sliši. Pa te ne zbudi že potem mama po kavi? No, v bistvu je spalnica tako oddaljena od kuhinje, da ne zavoham do spalnice, pa tudi če bi po moje težko me zbudilo, ker res rada spim zjutraj. Ja. Potem pa še sreča, da vajni otroci niso tista rana jutra, da nimajo, da lahko vidva v miru se podružita ob kavici. Res je. Lani ste nas navdušili pred ekrani, sedeli smo, spremljali čarovnijo, lebdela sta v zraku, zdaj sta pa predstavila svojo prvo pesem. Res je, v bistvu avtorske otroške pesmi so bile v planu že dalj časa, v bistvu že nekaj let. Prej sem se jaz ukvarjala z glasbo in tudi takoj, ko sva se spoznala, sva nekako se pogovarjala o tem, da bi to vključila v najino delo, ampak ni še bilo priložnosti. Čas leti in idej milijon in vse drugo je imelo do zdaj prednost. In mislim, da so talenti prinesli ta veter, ki nam je dal krila, da še narediva to. Ja, neki referenčki so nastajali že pred leti, materijala imava veliko, iskala sva primerno ekipo oziroma posameznika, ki bi te najine ideje lahko uresničil. Ja, in tu smo prišli na idejo, potem nekako kaj hitro, da sodelujeva z Damjanom Jovičem, torej Dravle Records, in smo res pač za prvi izdelek smo neverjetno zadovoljni. Super. In video posnetek res izstopa, lepi kadri, dež seveda, ne? Ful dež, ja. Ja. Kako je potekalo snemanje, glede na to, da so bili z vama vsi trije? Ja, bila je cela družina. Moram reči, da je bil en tak lep, sproščen, deževen dan. Deževen pod narekovajo, ker smo špricali z vodo, torej cevi, napeljave, tisti škropilniki so bili razporejeni po prizorišču. Ful je bilo fajn, ful je bilo sončno, ful je bilo toplo, bila je cela družina, tudi dedek, babica, prababica, pradedek, kužka, oba. In smo se ful fajn imeli, sproščeno vzdušje, snemalna ekipa, izjemna. Ja, v bistvu Tim in Petra sta tudi najina prijatelja in že mogoče iz tega je potem bilo vse bolj sproščeno, kot bi bilo drugače. Točno sva vedela, kaj želiva, ona dva naju poznata, sta tudi vedela, kaj v bistvu pričakujeva in je res lepo steklo. Pa je v bistvu otroška pesmica to, ne?
In je to nastalo izrecno zaradi tega, ker prebrala sem, da torej imate tudi animacije za otroke, zabave in da niste želela samo drugih pesmi predvajati. Ja, v bistvu delava otroške predstave in tudi show programe za starejšo publiko, ampak pri teh otroških predstavah imamo nek čist drugi pristop. In vedno nam je bila želja, da komponirava v najne točke tudi najno avtorsko glasbo, tako kot si jo sama predstavljava, tako ki je drugačna, ki je drzna. In ja, iz tega je prišlo, da... Ja, v bistvu v najnih predstavah želiva seveda dati mladim eno določeno sporočilo in najlepše je, ko lahko z pesmijo zraven še podkrepiš to. Prihajajo še druge skladbice, katere bodo potem en celostni paket, ena celostna izkušnja za gledalce, torej vizualno z cirkusom in s čaranjem, plus glasbeno z podkrepljenimi vsebinami, ki pašejo na to tematiko cirkusa in skratka res tematske pesmice ob točno določenem trenutku, točno tisti tekst, ki ga rabimo, tako da bo nekako šlo eno z drugim v roko. Umestila sta pa res vsa področja, s katerimi se ukvarjata. Vse je zapakirala lepo v en projekt. Ja, v bistvu res na 1000% slediva svoji intuiciji in idejam in se ne pustiva, da bi naj karkoli omejevalo pri najnem delu. Čisto nič, lahko vsega vodo zvest, lahko greva kamorkoli in nekako to tudi želiva predati mladi populaciji. Zdaj s to pesmijo, kakšno je bilo sporočilo? Jaz sem edino zasledila en lep citat, da tudi dež je lahko naše sonce. Tako je, točno to. Želela sva spodbuditi ne samo otroke, ampak celo družino, da ravno ta nasprotja, torej tudi če je dež, pojdimo ven, pojdimo se igrati, tudi če bomo mokri do vratu, to ni problem, tudi če bo mama mogla cel vikend ali pa ata prat perilo, pa kaj zdaj, to so trenutki, za katere živimo. Gremo, živimo in jih doživimo, ker je to edino, kar je pomembno. To je življenje. Ne? Življenje je raznih barv in moramo si pustiti, da vse barve sijo okoli nas. Ja. Zelo lepo, se mi zdi, da sta ujela to v ta video. Hvala. Ja, nama se tudi kar zdi, da je uspešen. Pa je bilo snemanje zdaj, res vas je bilo veliko. Je bilo kaotično ali ste se čisto ujeli kot neko popoldne v dežju? Tako, točno tako, kot si povedala, popoldne v dežju. Ujeli smo se, zabavno je bilo, teklo je vse gladko. Tako da ne bi imela nič za izpostaviti. Ne, brez v nobenem trenutku ni bilo nobenega stresa. Pa če ful je bilo fajn. Ja, res. Če res nemalen dan je bil tak idealen. V bistvu je bilo tako druženje, pa še posneli smo video spot za novo skladbo. Ful fajn. Pa če res lepo. Zdaj imate en večen spomin v bistvu. Ja. Ja, pa mislim, to se je dogajalo med počitnicami, ne. Torej, Leila Arja in Zala sta posodili tudi vokal v samem studiu. Torej, med počitnicami smo skladbo posneli in posneli smo video spot. Ena taka unikatna, nepozabna počitniška izkušnja za obe. Leila Arja zdaj hodi v 2. razred, Zala v 7. Taka krasna leta, da sta nekaj drugačnega doživeli, no. Tako je. Te izkušnje res nima vsakdo. Ne, pa tudi starši dobimo eno krasno izkušnjo, ko ustvarjamo nekaj takega z otroci. Je več druga dimenzija. Res je privilegij. Ja. Ja. Ste se potem usedli in jo premierno skupaj pogledali? Ja, tudi. Mislim, midva sva malo pošvinglala, iskreno. Mogoče. Smo jo pač tako, ko smo gledali predloge, kaj in kako, sicer je kar hitro bilo, brez nekih popravkov večjih. Sva pogledala sama, pol pa itak sva komaj čakala, da prijeta Leila, Arja in Zala, da prijeta domov, da skupaj pogledamo in sta bili ful navdušeni, ful. In kaj so bili prvi odzivi?
Zakaj je Zala večkrat v kadru kot jaz, je vprašala Leila Arja. To je bil prvi odziv. Ampak smo to pojasnili, tako da je bilo potem samo še navdušenje. Zelo lepo. In zdaj je en tak lep spomin, ki ga bo v bistvu tudi potem otroci, ko bodo starejši pogledali. Ne? To pa je tudi nek svojevrsten čar. Res je. Ja, to v bistvu je tako, pri tem ustvarjanju cirkuškem, teh cirkuških predstavicah ustvariš, pokažeš in je to pri glasbi pa vidiva, da je večna. Mogoče se danes ne zavedamo, kdo vse in čez koliko časa še se bo ta skladba predvajala. Nekoč bo to old school za nekoga, bo rekli, glej, kaj so delali. Mogoče pa bo nekomu spet pasala v nek kontekst, v nekem trenutku mu ta skladba prišla prav in ja, pač ustvariš jo in ostane zavedno. Tako da sva ful vesela, da sva nekaj takega naredila. Tako da se veselimo, ko bodo še naslednje. Pa otroci tudi kažejo še navdušenje, da bi oni sodelovali, ali imate v planu, da bi kar sama? Ne, vsekakor bova vključevala otroke vedno, koliko pač projektov se bo le dalo. Leila Arja je izrazila željo, da bi tudi sama zapela katero pesem. Tako je. Ja, tako da vsekakor bodo vključeni. Super. Kako pa je sicer dinamika med otroki? Kako se razumejo? Zelo dobro. Zdaj smo omenili bolj kot ne hčerke, je pa še sinčeka, ne? Ja, predvsem, v glavnem, najstarejša je stara 12 let, Leila Arja je 6, Lenon Ari pa je leto dni, tako da v bistvu so 5-6 let razlike, ampak se res odlično razumejo. Ta srednja Leila Arja je toliko karakter, toliko vodja karakterno, da je v bistvu Zala, ki je bolj umirjen tip človeka, sledi oziroma zelo dobro se razumeta tudi navkljub starostni razliki. Tako res sta si našli nek skupen jezik. Ja, najdeta dosti skupnih interesov. Zala se spusti na njen nivo, Leila Arja pride na njen in imata neko sinergijo, lepo sestrsko tako. Ta mali pa je neverjeten divjak, kar pač je fajno. Kar je verjetno po mami. Ja. Vsak dan jih je lepše gledati, kako pač mali raste, večji je, več skupnega imajo, bolj se družijo, več se igrajo in pač res jih je fajn gledati. Super so. Ful je fajn. Zelo lepo, sta si že od nekdaj želela veliko družino? Jaz sem vedno rekla, da bom imela 3 otroke, ali pa še več, čeprav zdaj več jih ne bi imela. Ampak nekako otroci so vedno bili moja želja. Jaz sem vedel, da bom imel otroke, nisem pa sicer vedel, da bojo 3, čeprav pred mnogo leti pa mi je en gospod rekel, bral je iz roke, pa rekel, 3 otroke boš imel. Sem bil tak, ko bom pripravljen, mogoče, nisem tega vzel čist tak za res, zdaj pa vidim, da je gospod takrat imel nekaj je bilo res. Imel je prav. In ja, ampak sem ful vesel. Upam, da je imel prav. Sicer je pa tudi vajna zgodba zelo posebna, kako sta se spoznala, kako sta prišla skupaj. Dajte mi še to zaupati. Midva sva se spoznala na delu, delala sva en večji dogodek za eno podjetje. Tam sva ena agencija dala skupaj delati in midva pač v trenutku, ko sva prišla tja, sva bila tako ful pokonektana, vedela sva kaj kdo dela, vse je bilo tako top. Sva pa imela ful široke debate o tem, kako bi midva to naredila, da bi to bilo boljše, kako bi izboljšave, koliko vse. In ja, naslednji vikend smo spet skupaj delali in spet in pol je to, kar nastala. Potem sva bila kar ja, nerazdružljiva. Zdaj sva, ne. Ja, od trenutka, ko smo se spoznala. Ja. Tako da v bistvu od tistega trenutka dalje sta vidva postala vidva. Tandem. Ja,
Čeprav mogoče kdo ne verjame v to, ampak pač očitno, jaz mislim, da vseeno sorodne duše obstajajo, da je, pač eni ljudje grejo bolj skupaj, drugi grejo manj in pač to je sorodna duša, ne, mi dva sva čist na isti valovni dolžini, ne, pač čist na isti valovni. Razmišljava o istih stvarih, na isti način, na podoben način, mava sicer kakšna deljena mnenja, ampak ful hitro prijeva skup, tako da ful kompatibilni vse. Ja, res kompatibilni. Ja. Mislim, če bi samo en želel delati nekaj takega, kar mi dva delava, pač to ne bi šlo skupaj. Pač to je preč velika specifika in čisto nek poseben način življenja. Tako da morala sta se taka dva najti, da to gre. Vse se čuti že, ko sta vstopila v sobo, da sta res ta prava za skupaj. Se čuti to tudi, tako kot zunanji opazovalec. Hvala, ja. Hvala, ja. In pa verjamem, ne, da je težko za nekatere delati skupaj. Vidva sta praktično ves čas skupaj. Ja, ves čas. Ampak mogoče to, kar midva delava, za naju ni delo. Midva tega ne dojemava kot delo. To je način življenja. Ne. Drži, meni je to pač lifestyle. Jaz ne vem, kaj bi drugo počel. Jaz sem iz cirkuških voda, v bistvu prihajava iz cirkuških voda. Lahko je dan brez avtomobila, ne more pa biti, ni pa dneva brez cirkusa, recimo, ne. Ja. In pač kjerkoli, kadarkoli delam to, ker mi je fajn v prvi vrsti. Ampak zanimivo je, da je Matjaž si vedno želel to delati, ampak pač ga je okolica in tempo in prepričanja ljudi so ga dala ven okvir, je hodil v službo, ne, živel neko rutinsko življenje in se en trenutek odločil, ok, jaz tega ne želim, jaz moram dati to stran, vem, kaj hočem in sledil bom pač svojim željam od zdaj od tega trenutka naprej in zanimivo je, da sva se od tega trenutka, minila so 3-4 meseci, sva se spoznala midva in potem je Matjaž zaživel svoje sanje, svoje življenje takšno, kot si ga je vedno želel. In v bistvu samo res je moral narediti, ok, tega ne želim, vem, kaj želim, to je to. Ja, ko človek ve, kaj hoče, je super. Ampak je pa tudi pomembno, da strogo ve, kaj noče. In potem se tu lahko zbalansira nekako vaga, da lahko stvari normalno, gladko, organsko stečejo naprej. Nama se je dogajalo še, ko sva bila midva skupaj, da so nama drugi ljudje govorili pa, kako sta te to delala, kako sta vidva s tem živela. Vsi tisti, ki so zdaj, imajo vseeno velik del tudi od tega, ne, pač in vidijo, kako so nama pomagajo, so ob nama, ampak oni so včasih bili največji negativci mogoče temu, kar so si midva želela. Pomembno je verjetno, ne, da slediš, verjameš in zdaj sta tukaj. Absolutno, pač moraš imeti jasno zastavljene cilje, pot pa nikoli ni lahka. Ja. Pot pa je vedno trnova, zdaj pa kako si sam narediš to pot, pa je pač na tebi. Midva mogoče imava privilegij, ker sva dva in to pot greva v bistvu bolj kot ena vojska, če pa si sam, pa se tudi da, pa se lahko ful daleč pride. Je pa pomembno, da priješ do tega trenutka, ne? Kot je Tina opisala tvojo pot, moraš priti do tega verjetno zavedanja in potem se odločiti, to je to. Drži. Ja, moraš priti do zavedanja, ja. To je življenje, ne? Samo enkrat živimo. Pač zdi se mi res pomembno, da vsak posameznik zaživi to, kar je. To, v čemer je lahko najboljši. Dajmo še za naše poslušalce malce sploh poskusiti opisati, kaj vse delata. Je sploh lahko to, prej se je Matjaž pošalil, da nimamo dovolj časa, da povesta vse, kar delata. V bistvu, v prvi vrsti sva absolutno kreativca na različnih področjih. Cirkuškem, potem vodiva trgovino Party Shop, torej Party Shop Arbada Karba je Party Shop, kjer prodajamo vse za zabavo in vse te stvari ter dekoracije iz balonov, tudi na terenu. Delava animacije, imamo napihljiva igrala, imamo neke napihljive igre, pripravljamo krasne team buildinge,
neke popestritvene večerne programe, recimo ognjeni nastopi, artistični nastopi, potem tu noče spadajo predstave za otroke. Organizirava celostne animacije za otroke, obdarovanje v decembru, predvsem najrajši počneva decembrske stvari, ker so pravlične. Torej ker se koncept ledene kraljice. Ledena kraljica je najin koncept, ja, ker je se najina ta kreativa res v vsej svoji veličini lahko uprizori. Ja, tu si dava res duška tu si decembra. Res, ne vem, hoduljari v teh veličastnih kostumih, šov predstava pravlična na odru, v bistvu pravljica na odru. Ne. Ja, ko se združita let in ogenj. Ja, to nama je največja strast. Torej tematske stvari. Potem pa so še tu ti neki priložnostni projekti, ko naročnik želi neko tematiko uprizoriti v določenem prostoru in naredimo razne kostume in naredimo potem celo vsebino, glede na želje. Sem kaj spustil, Tina? Ne, ampak na primer, če se pa tudi dotakneva lanskega nastopa polfinalnega, Nabiralka zvezd, v bistvu to zadevo, to je bila tudi čisto najina ideja, sva želela dolgo že uprizoriti, pa nisva imela primernega odra. Tako da imava tak milijon nekih idej, ki grejo levo, desno, konceptov takih in drugačnih. Ja. In v bistvu, če povzamem na kratko, delava cel cirkus, zabava na tisočine način. Wow. Ja. Ja. Zelo veliko ste sedaj naštela. Ja, se bi lahko še nadaljevala. Se bi, ja. Tako da popolnoma vse stranska, ampak ja, kot ste rekla, kreativa je pa res neka tista rdeča. No, pa če smo še tu, ne, da še pač dodamo, pa torej zdaj Tina itak prej že bila vokalistka, pa še vedno pač je, torej začela sva ustvarjati tudi na področju glasbe, torej ta panoga, tako da ne omejujeva se, imava pa še svoje hobije. Varjete ena taka mešanica vsega. Varjete. Ja, tako da najne točke so varjete. Magija, cirkus, petje. Super. Ravno takšne lastnosti, da lahko potem ustvarita nek tak spektakel, pa na vsakem področju se nekaj najdejo, ne? Ja, res je. Mi je pa vseeno zelo lepo, da vmes tudi vključujeta svojo družino, tudi na talentih. Takrat se spomnim, da sta jih izpostavila, povedala, kako ste si skupaj in se res vidi, da je družina pa tudi verjetno najpomembnejša. Ne? Absolutno. Vse, kar počneva, delava za družino. Tako, ful nama je pomemben čas z najnimi otroci, pa seveda, da smo skupaj čim več, probava čim več časa preživeti, da kvalitetno preživimo ta čas. Trenutno je pač ta starostna razlika vseh treh taka, da kar malo zbiramo lokacije, kam gremo ta vikend, kam gremo naslednji pol, za čez teden se najdejo neki prosti dnevi, ampak ja, ful nam je fajn, ful uživamo. Ja, res je. Tako da naslednjič prijemo vsi. Bomo mogli malo povečati studio. Malo bo gor splezo, Lejla bo spodaj. Bomo zrihtali. Najlepša hvala za tale prijeten klepet. Res ste ustvarila tule eno lepo energijo in pa upam, želim vam v prihodnje vse najboljše. Najlepša hvala. Hvala tudi tebi. vam. Ja. Zdaj pa kavico do konca spit, ker je bilo malo manj časa danes. Zaradi tega sva prišla danes v Ljubljano. Tako je. Kava.